Dober dan. Dober dan, živijo. 47-25 je rezultat po prvem krogu volitev. Borutu Pahorju je uspel zgodovinski uspeh, kajti po letu 1997 je vknjižil v prvem krogu daleč največ točk. Leta 1997 je v prvem krogu s 55% zmagal Milan Kučan. Ali se strinja s to mojo teorijo? Žal ne. Ne. Ne, zmagovalec. Rasuj me. Ne bom tebe rasul, ampak fakte bom nanizal. Namreč zmagovalec tokratnega prvega kroga volitev so abstinenti, ne? Abstinenti. Ja, tisti, ki niso šli voliti, ne? Jaz sem mislil, da namiguješ na martinovanje. Ne. To je bila daleč najbolj reprezentativna in najbolj odmevna anketa nezadovoljstva ljudi nad tem, kar se dogaja, ne? Ker odkar volitve obstajajo predsedniške in sploh, se mi zdi, je to najnižji odstotek prisotnosti. Ja, mislim, če štejemo prvi krog je najnižji, ne, je pa res, da pred 5 leti v drugem krogu smo padli še za nekaj točk nižje, ne, vendar pač drugi krog je tako kot neke sorte razprodaja, na katerem je ponudba blaga omejena, ne, pa zaradi tega na to omejeno ponudbo blaga občinstvo potem ne pride več, ne, čeprav... Jaz sem ugotovil pač, da to se mi zdi skoraj da neizpodbitno, da volilni slogani posameznih kandidatov niso imeli nobene zveze z volilnimi rezultati. Ljudje so se odločali po drugih mehanizmih, mogoče bi se ob tej priliki še najbolj sklicoval na tisto, ki so jo na enem od nacionalnih medijev zaprezentirali še isti večer, kako je to šlo po starostnih skupinah, ne. To se pravi, starejša populacija in pa partijsko opredeljena populacija je bolj glasovala za Pahorja kot za Šarca, ne. Pri drugih takisto, ne, pri čemer so se celo procenti, odstotki mešali, ne, recimo določen odstotek, ne vem, volilcev SDS je volil Pahorja, ne, Romane Tomc, recimo, ne, in tako, ne. Ampak odločilno je pa Borut Pahor skladno s tistimi predstavitvami, analizami zmagal pač zato, ker so ljudje, starejši ljudje, recimo SD, Desus in podobno okolja, ne, tudi starejši po letih, ne, upoštevali občutek za dolžnost, to se pravi, imajo odnos do države, imajo odnos do tega, nekaj moramo iti, tudi če nismo zadovoljni, ampak moramo se opredeliti in gremo na volišče, ne. Ko mlajši so abstinirali, ne. A imaš ti vtis, da gre za, bom ponovil, malo drugače vprašanje, da gre za Pahorjev uspeh ali za neuspeh, glede na to, da bo drugi krog vendarle potreben? Če predrugačiva, gre za to, da mu je uspelo, ne. Uspelo mu je v bistvu iz teh narekovati tempo teh volitev, narekovati vsebino teh volitev in narekovati, če hočeš, neresnost teh volitev, ne. Ta projekt mu je uspel in v tem smislu se je zmagovalec, ne. Tako, ne, veš, če jaz gledam tako realno, ne, naproti kandidate, ki jih je imel, ne, pa bom zdaj citiral samega sebe, ne, imel je drugo državno ligo, pa tudi tretjo občinsko, ne. In ne, glede na jakost proti kandidatov, ne, je po moji oceni vse drugo, ker ni zmaga v prvem krogu, neuspeh. Midva sva že definirala nekaj, kar danes lahko ponoviva in postavila kot primerjalni standard. Povedala sva in izrazila pričakovanje, da se bodo stranke in dejavniki civilne družbe izkazali bodi prilično ali neprilično pač s tem, da bodo postavljali svoje najboljše kandidate za to, da bodo predstavljali svoje najboljše programe. Tega niso storili. Prestrašili so se pač tega, da ima populizem, Pahorjev populizem toliko prednosti, da ga ne morejo uloviti in to je samo po sebi, če hočeš, zelo narobe, ne. To, da so preračunavali, si lahko prekopljajo do zmage ali pa ne kaže na to, da države ne jemljajo resno, ne. Ni kriv tisti volilec, ki ni šel voliti, zato ker ni imel kaj voliti. Krive so tisti dejavniki, ki v bistvu participirajo na politični stvarnosti, od tega dobivajo celo proračunski denar in zasedajo prostor, pa niso postavili ponudbe. To je osnovna ugotovitev. To, da je Pahor svojo inercijo zapeljal samo preko meje, bil je nestrpen, bil je dostojen,
pač v okvirih svojega lastnega populizma in tako naprej, logično. Nič se ni zgodilo, to je bila nezanimiva kampanja, ne vem, a si jo ti kaj opazuje. Ni pa bila prav zelo žaljiva, no? Mislim, se pravi, je bila nežaljiva, je bila dostojna v tem smislu in tudi neopazna temu primeru. To pa res. Ampak praviš Pahor pa populizem. Zdaj, pri populizmu praktično vedno hkrati dodajamo tudi oznako nestrpnost. Nestrpnost oni prodajajo. Ker Pahor je populist minus nestrpnost. Ja, se on je to celo definiral. On je rekel, ja, sem to, nisem kakorkoli, ne vem, se je imenoval populist, ampak na vsak način se je imenoval za nekaj twitterjevsko, facebookovskega, vendar je rekel, nikoli pa nisem bil nestrpen. To je enkrat sam povedan, to drži. Sam to je za državništvo premalo, to je problem. Državništvo rabiš koncepte, predvsem pa mogoče, veš, to ni Hollywood, to ni predstava, država je resna stvar. Mislim, je mogoče tudi do neke mere predstava, ampak definitivno je to koncept, definitivno je to stanje duha, definitivno je to razvoj idej za neko prihodnost nekega naroda in je debata v Evropi. Vse to, kar so definirali, tega ni bilo. Greva na broj številka 2, Šarec. Ja, zdaj te analize so pokazale, presenetljivo pokazale, da je zajel dosti večjo mlajšo populacijo in izobrazbeno dosti višjo populacijo od Pahorja. Mislim, tisto, kar je meni zanimivo, je to, da je bil najbolj prepričljiv tam, kjer ga najbolj poznajo, se pravi Kamnik pa okrog. Ja, slovenska. Kar pomeni, da to se da tako interpretirati, ali pa se da interpretirati na dva načina. Glasujemo za rojaka, to je bila taka tribalna interpretacija, druga pa glasujemo za tistega, čigar konkretno delo poznamo. To je pa za Šarca afirmativna interpretacija. Če drži, seveda, jaz sem drugačne stvari slišal, ampak ne poznam, vseeno ne moram o tem soditi nič. Kar je še značilno, je to, da Šarec sam pobere toliko kot kandidatke 3 parlamentarnih strank skupaj. Govorimo o gospeh Tomc, Novak, Makovec, Brenčič. Ampak naj nas to ne zavede pravzaprav. Zakaj ne? Zato, ker to pa je tako, kandidat Šarec je zajemal v polju nekih splošnih iluzij, v neko splošne pojavnosti kot nek odmev, eho Pahorjeve metode ali pa Pahorjevega lika. Medtem ko te gospe so pa bile izrazito profilirane, strankarske kandidatke in se jih, po mojem mnenju, kaže soditi pač po tem, koliko so presekli svoj rezultat, strankarski siceršnji rezultat. Dobro, zdaj, Ljudmila Novak je za, mislim, da dobro točko presegla rezultat Nove Slovenije. Romana Tomc je nekaj točk pod rezultatom SDS-a. Majo Makovec Brenčič pa kar 20-krat manj kot stranka Modernega centra. Meni se zdi smešno, torno se v tem so že zadnjič praktično vse povedala. Stranke so te dame kandidirale pod tiho, pod eno tako tiho pretvezo, pod pretvezo, da gre za prvo ligo, ampak pod tihim prepričanjem, da gre za drugo ligo. Oziroma ob neizrečenem prepričanju, da so volitve vnaprej izgubljene, zato kar je najbolj poniževalno, odmaknemo jih ženskam, da se moški ne bi spekli. To je žaljivo. Ženske so to žaljivost sprejele. Naj se spečejo na štedilniku. Tako je. In to si bodo pač morali vzeti v zakup, da so privolile v to umazano igro in hkrati, če hočeš, vnečastile svoj spol. Ampak je pa dejstvo, da so bile same po sebi tudi osebnostno neprepričljive, očitno, ker če bi bile, verjetno bi javnost to drugače rezonirala. Se konec koncev Šarec, kandidat Šarec je ravno zato uspešen, ker se v pojavljanju zna obnašati všečno, vredno, domnevam. Če bi to Ljudmila Novak počela, ali pa Romana Tomc počela, ali pa
Makovič Brenčič, ali pa že zlasti gospa od SLS, ko se že piše ne vem. Krauze. Skratka, če bi tiste bil največji poraz, ne? SLS. Ne? In tudi reakcija njene je bila tudi porazna. Ne? Počutim se kot zmagovalka, kdo me je pa poznal. Ja, če ti nihče ni poznal, kaj pa kandidiraš? Ne, mislim, se jaz tudi zdaj ne poznam, pa imam to spremljanje politike v opisu deli nalog, pa ne. Ja, to je, veš, in tudi, ne vem, pa ne bova krivila kandidatov, ker kandidati dejansko v času volilne kampanje niso mogli čudežev početi, narediti. Ne. Pozornost javnosti je bila minimalna, pozornost nacionalnih medijev, če vzamemo samo nacionalne televizije, je bila komična, se pravi vse po nekem tehnicističnem principu, še same predstavitve potem ob volitvah in tik po objavi rezultatov so bile prava katastrofa, to je bilo prav tisto. Neverjetno, da je to sploh še mogoče nivo tako nizko spustiti in tako naprej. Ljudje dejansko, po mojem mnenju, tega zdaj empirično ne morem potrditi, niso gledali. Ne? Jaz že nisem, recimo. Ne? No, mislim, zdaj pač v zagovor kolegicam, kolegom na nacionalki pač je treba povedati, da njihovo uredniško ravnanje vezano na iracionalne predpise. Ne? Te iracionalni predpisi pa pravijo... Znotraj predpisov se da reprezentativno kvalificirano javnost izbrati za pogovor, za tiste, ki se pogovarjajo. Da, tukaj bo imela ločeno mnenje. Ne? Mislim, ja. Ja, prav. Ej, Šiško, ne? To, da je poveljnik navijačev mariborskih Viol z nečedno kriminalno preteklostjo, lahko tako rečeva, dobil 2%, a je to znak spremenjene politične krajine, ali gre za folkloro? To je folklora in populizem, to mislim, da ni obravnave vredno. Bolj je obravnave vredno umanjkanje tistega, kar bi moralo biti, pa ni bilo. Ne. To se mi zdi. To pa je? Točno to, o čemer smo se pogovarjali. Umanjkanje je prvič, kar je korajže protagonistov in pa umanjkanje konceptov tistih, ki pač niso protagonisti. Zelo enostavno. Ne. Popolno umanjkanje evropske debate, popolno umanjkanje konceptualne debate, popolno umanjkanje profiliranih osebnosti, ki bi lahko delovali kot zgledi oziroma kot svetilniki, ne, ki bi lahko delovali kot osebnosti, ki potegnejo, za katere se nekako potem predpostavlja, da se jim lahko zaupa. Tega ni bilo. Katastrofa, jaz mislim, najslabše volitve ever v Sloveniji sploh. No, ja. Mislim, ker jaz sem šel gledati nabor kandidatov od leta 90 do 2012, ne, tako, ne, niti ni bilo tako slabo, ne, veš, ti lahko potegneš kandidata, ki je anonimus, ne, ampak potem pa zbrilira za interpretacijami ali pa s prodornostjo svojega uma, ali pa s prodornostjo svojih konceptov, ali pa z idejami, za katere, ki niso, bom rekel, telebanske, ampak so dejansko konceptualne. Ljudje to zelo hitro nagradijo in se zelo hitro pustijo presenetiti. Oziroma zelo hitro posvetijo pozornost takim ljudem. Zelo hitro se to zgodi. Tokrat nič od tega. Okay. Kristalna krogla, Pahor zmaga v drugem krogu? Lej, šlagala ne bova, ne? Čeprav veva, da bo zmagal. Ne? Ampak tega ne bova napovedala? Ne. Ampak okay. Jaz mislim, da tukaj pa, če se ti v sociologiji to verjetno bolj poznaš kot jaz, ne, ampak verjetno je to inercijo težko zasukati tako na hitro. Ne, Mislim, to je ena stvar, druga je pa ta, ne, da ima vendarle Pahor nekaj mehkih točk. Ne. Ja. Omenjaš evropsko debato, ne. Jaz sem že na tem stolu rekel, ne, da je Pahorjeva težava, če gremo v evropsko razpravo, ta, da se on do zdaj predstavljal kot evropski federalist. Ne? Zdaj, za Šarca ne vemo, ne, kakšna so njegova stališča o smereh razvoja Evropske unije. Ne? Če parafraziram naslov 40 let starega Kardeljevega teksta, ne? Pahorjeve vizije smeri razvoja Evropske unije, če jih bo moral elaborirati med predvolilno kampanjo, so take, da
mu kakšnih omembe vrednih točk ne bodo prinašale, mu jih pa lahko oduzamejo, ker federalizem več danes ni nekaj, kar bi pritegnili veliko volilcev. Sam, da bi to razliko nekdo vzpostavil, mora to debato prvič razumeti, drugič mora pa peljati. Mora vam potegniti iz naftalina in potem okrog teh pojmov znati zgraditi svojo politiko. Jaz mislim, da Šarec tega, če do zdaj ni storil, tega ne more storiti v koliko je to, 2-3 tednih. Tako, ne? Jaz mislim, da tega preboja ne more in še kar je najhujše vprašanje, koga bo šel nagovarjati na ta način. Zato, ker ljudje so se, relevantni ljudje so si ustvarili mnenje, ki ga ne bodo spremenili, relevantni pa te debate poslušali ne bodo. Ne, zdaj, a veš, del volilnega telesa bi morda lahko prisluhnil debatam, a veš, o nepravilnostih, ki so vezane na pretekle Pahorjeve mandate, zlasti v vladi, morda manj na funkciji predsednika republike. Mislim s tem na dogajanje vezano na tako imenovano pranje iranskega denarja, ko je Pahor v državnem zboru na preiskovalni komisiji potrdil, da je bil seznanjen z depešo Slovenske varnostno-obveščevalne agencije o tem, da se v Novi Ljubljanski banki dogaja nekaj nenavadnega. Potem je pa dodal, da te depeše, ki je bila naslovljena nanj osebno kot predsednika vlade, sam niti prebral ni, pač pa je dal svetovalcu, svetovalc pa potem ni vedel, kaj naj s tem naredi. Zdaj, zaupni papirji Sove so načeloma namenjeni tistemu, ki je naslovnik, to je v tem primeru predsednik vlade, v tem primeru Borut Pahor, on prostodušno prizna, da tega pa ni bral. Veš, tisto, kar je res v tej zgodbi žalostno, je to, da bi lahko priznal karkoli že, pa še tako nevarne stvari, pa se ljudem ne bi to zdelo nenavadno. In to je problem. On všečka na ravni splošnega dnevnega razumevanja družbe in tega, kar je vse samo država, in kandidira pa za funkcijo države. In če se vrnemo v izhodišče, kdo misliš, da ne bo prišel v drugem krogu na volitve? Verjetno vsi tisti, ki že zdaj niso prišli, ne bodo prišli. In domnevam, da gre za najbolj... To je 55%, ne? Se pravi, domnevam. Temu pa dodaj še nekaj, ne? In k temu dodamo še nekaj, na koncu se bomo pripeljali na rok legitimnosti. Legalnost ni vprašljiva, ampak na rok legitimnosti se pa bomo pripeljali. In nihče ne bo imel niti pravice, govorim zdaj od političnih in civilno-družbenih akterjev, niti ne bo pravice imel to problematizirati, zaradi tega, ker je za pravo džolja, ker nihče ni v pravem trenutku pravilno razumel izziva, ki je bil pred nami, zdaj že napol za nami. Takrat je bil pred nami, mi da so ga zaznali, mi da so povedali so, da gre za resno stvar, povedali so, da gre za pomembno debato, povedali so, da je Slovenija in slovenska država preresna stvar za to, da bi jo dali v funkcijo razdeljevanja proračuna in ničesar drugega. Povedali so, da so koncepti in zadeve prihodnosti bistvenega pomena za Slovenijo, da je evropska debata bistvenega pomena za debato v Sloveniji. Vse to smo povedali. Potem se človek vpraša, kaj sploh lahko rečeš, še da bi kdo slišal. In ne vem, jaz pravzaprav ne morem prodajati razočaranja, ker po resnici na ljubom kol nisem bil očaran niti od teh kandidatov, niti od te stvarnosti. Razočaranje tukaj ne more biti, lahko je pa zaskrbljenost. Ja, mislim, to opomba, da lahko iz tega razreda držav z delujočo, perfektno delujočo demokracijo Slovenija zdrkne v razred tistih, kjer demokracija posluje imperfektno,
Ta nevarnost je realna. Da bi Slovenija zdrsala na raven ZDA, ne? Recimo. S to nevarnostjo, ne, da zdrknemo na raven ZDA, se poslavljava in nadaljujeva naslednjič. Hvala.